Živijo, kako ste? Ja. Evo, dolgo časa se nismo vam javili, tako da bile so kar zanimive energije. Kot veste, smo bili na retreatu v Bosni, torej Ananda retreat, stik globine srca, ne? Res je, res. Pa smo se res kar dotaknili globin srca, tako da energije so bile zelo močne, zelo zdravilne, res močna zdravljenja, močni procesi. Tudi te dihalne seanse, o katerih bomo potem malček več povedali, so se zgodile tam, ne? Tako da ja, lepo je bilo. Zdaj pa Barbi, mogoče bi malo podala, kaj se je še tam zgodilo. Z veseljem, ker me še zdaj navdušenje vodi v tem hektičnem času, septembrskem, ki je kar naprej poln neke akcije. Tako da dejansko smo tam res se povezali, kaj je ena velika družina. Ljudje s to dihalno, oziroma vse, kar je bilo, tega je bilo še veliko, so bili zelo navdušeni. Res so pogledali vase, v ta, bom rekla, avtonomni živčni sistem, ki nas vse, vodi k izgorevanju, pregorevanju, raznim boleznim, smo tukaj res naredili preboje. In res prevzeli to srčno žilno koherenco. Možgansko srčno. Vmes je žilna. Tudi žilna je, pa ker tudi limfa. vse pretaka, vse tekočine. Pretočnost, ja, tako da dejansko smo te veščine, vse to, kar v vsakdanjem življenju zelo, zelo vsi pogrešamo, tudi iz terena, ki sem jaz nekako začutila in govorim z ljudmi, je to en velik problem. Izgorevanje, niso srečni, odnosi ne štimajo, zdravje je... Tako ne, kličejo, ne, zelo sesuti, razsuti in potem pričakujejo čarobne palčke čez noč, ne. Ja, kaj pač ni, ne. Nobenih nima v resnici, ampak ja, da pa se ne v globini, ko res se odločiš iz srca, ko res greš globoko v vzrok pogledati, ne, ki je seveda globoko skrito pod zavesti, to vemo vsi, ne, 95% nezavednega kreira 100% našega življenja. In če smo se res pripravljeni ozavestiti najprej stvar, se soočiti z njo in pa poglobiti zavedanje, smo potem lahko dejansko lahko spremenimo tiste globe vzroke in razrešimo vse tiste stare stvari, ki so nas kakorkoli, kadarkoli omejevale, najdemo tisto vzrok, razrešimo in potem seveda pride lahko tudi do ozdravitev, ne. Se zdi potem, da so hipne, seveda niso hipne, kritična masa zavesti se mora dvigati in moramo preseči te stare energije, da lahko potem gremo v povsem nov nivo bivanja, ne. Tako da to je v bistvu ključno, delati na vzrokih, razreševati, tiste globe vzroke, in to je v bistvu potem tisti Dejansko, ja. Teh 95% vsi dejansko slišimo, živimo na teh. 95 še več, Tistih par procentov, in to smo dejansko tudi v teh dnevih odklopa, ker je bila skupinska moč, seveda podporna tudi našega Balkana, kar se nas nekaj dogaja, in kar bo z tega Balkana tudi šlo, se je zelo poglobilo. Ljudje so dejansko, tako bom mogoče klišejsko rekla, kvantni preskoki, To pomeni, kvantni preskok je ta, ko se vržeš all in. Greš cel noter, brez one figice v žepu, kot rečem, brez teh uporov, brez fig v žepu, ampak rečeš res dovolj manj starega načina življenja, dovolj jaz hočem naprej, jaz hočem na nov nivo bivanja in se potem zgodijo res te preboji. In tako preproste neke tehnike, veščine, ki smo jih usvajali s neko radostjo, igrivostjo, naše celice so pele, plesale, vemo, da takrat, ko smo mi radostni, je vse v redu, homeostaza, parasimpatikus, hitro preklapljamo in to, da smo dejansko že na začetku zmerali to možgansko koherenco. Tako smo delali, ja. In potem to so take preproste vaje, že recimo ta kvadratno dihanje lahko tudi zdaj predava, sem 4 sekunde vdih, 4 sekunde držite, 4 sekunde izdih in 4 sekunde držite v izdihu in odprite se na to praznino, na ta nič, ki je v bistvu, ko ne dihate, takrat ste v bistvu povezani z virom, in takrat ne more delovati, takrat ste v povezavi,
z izvorom, ne, in izklopite v bistvu ta frontalni neokorteks, ne, ta analitični ne, ki nam dela večinoma največ težav v teh naših življenjih, ne, tako da je res, res ključno to, da lahko v bistvu na ta način potem pridemo v ta stik z izvorom. Ne. In takoj smo videli, kako se je koherenca zvišala. Ne. In to imamo to veščino dejansko, ko gremo nekaj zase narediti, gremo v to pač v skupino, ne, to so ti odklopi, to rečemo moderni, ampak zelo so ključni. Odklopi, tujka je retrita, ne, ampak ja, to je ta stik, reset, popolni stik z globinami zavedanja, ne, odklop od tega ponarelega sveta matrice, se veste, kaj se dogaja skozi non-stop nekaj, ne. To so še vedno manipulacije, igrce, ne verjemte vse te zgodbe, ne kupite tega, ker pač nekatere ljudi je še malo straha, ne, in tiste lahko na strah lovijo, ampak tisti, ki ste se pa prebudili, ki ste zavestili, da ste popolno božansko bitje, kakšen strah, kaj je to strah? V resnici ne obstaja več. Nič ne morejo, ko ti presežeš te iluzije in ko greš onkaj, ne. Kaj je bilo meni, v bistvu, če lahko še to predam, ne, ker zdaj se nekako lepo povezuje, kaj je bilo za mene ključno, kot tisto, tukaj na zemlji živim, delujemo za dobro človeštva, za končno tudi je pomembno sebe ohranjati v eni ravnovesju, sem malo zdravstvena delavka, tako da zelo poudarjam, no, to balans, a ne, kaj je bilo meni najbolj tako uporabno za vsakdanje življenje, ki je stresno, ki je pač ne moramo se izogniti temu. Imamo odnose, delamo, delujemo, smo v službah, smo povsod, kaj nam je najhujše. Te stresne situacije, ne, kako preklopiti iz tistega simpatikusa v parasimpatikus. Ko lahko samo, ko se zavedamo, ozaveščamo, kako smo pač delamo, rečemo na sebi, stresna situacija, samo greš v srce, tako kot je Dejan rekel, ali kvadratno dihanje. Ali pa dihaš v srce, pa zraven soham. Samo reči, ali pa če smo imeli ta s HeartMath, že tudi veste, da ima ta aparat, ne, smo vsi nabavili to in kupili in pogledali in res, da so začeli dihati iz 1, 2, je šlo na 7, 8. 7, tako se pravi, smo imeli poizkusno, ne, da se človek preselil v stresno situacijo in se je zmeral. In ko se je pa neko radosten dogodek, je pa narasla, ne, iz 2, 1, tiste stresne. Na 7, 8 je šlo. Tako da res vsaka misel, vidite, koliko je pomembna. Vsaka misel seveda, ki je povezana s čustvenim stanjem, se to nevroznanost, vsi že to čivkamo, ne, tok in tok je strokovnjakov na tem planetu, ne, sej več ali vsi isto govorimo, samo pač vi rabite z nekom zresonirati in ko te to slišali, ko te to začutili, je to, ne. Je pa res, da zdaj sem videl v Zagrebu se javljava, ne, za enega seminarja, ne, kjer se tudi midva šiftava, ne, seveda delo na sebi se nikoli ne konča, to je konstanten proces in se sidrajo seveda zelo močne kode spet, ne. Magdalenine kode in pa seveda Kristusova zavest, kar vemo, da nosimo v srcu, ne, in kar tudi mi kot Ananda tim ne, prinašamo tukaj v področju Slovenije in tudi sveta, ne, da se res te močne kode sidrajo in da se res dvigamo vibracijsko, da se naša DNK non-stop zdaj aktivira, da se res te stari zapise, ki so nam bili vcepljeni, mi smo bili plod genetske manipulacije, ne, določenih implanti so, ne, nižje razvitih pač rasa, ne, ki so tudi na zemlji še, ne, ampak njihovo bivanje je v izvenevanju, ne, te energije teme, enostavno več nimajo moči, tako da konc je z njimi, tisti, ki se še bojite, ne, kaj bo, nič ne bo, kaj hujšega, ker v bistvu človeštvo gre naprej, dvigamo se na nov nivo bivanja, prebujamo svoje speče božanske darove, potenciale, talente in ja, smo na pravi poti. Nekaj časa seveda še bo trajalo, da se bo masa kolektivno prebudila, da bomo šli kot kolektivno, ne, ven iz teh programov, da res dvignemo zavest še onkraj, ne, in više, kot smo bili kadarkoli, ampak definitivno smo na pravi točki preloma zdaj, ker se res, ne, dejansko tehnika prevaga na drugo stran, ne. V tem je bil tudi mogoče poveš, ne, smo imeli za liderja, ne,
sem imel tudi Ja. predavanje, tam je bilo zelo močno, no, so zelo zresonirali tudi z našim delom. Tako. In pa potem se je tako spontano odvila meditacija, zvečer je zmanjkalo časa, ko sem imel predavanje, pa si mi rekel, kaj pa če bi ti tam, ne, v Tumulusih, ne, so tudi zelo močne bliske točke v Bosni, če bi ti tam odvodil meditacijo, ne. In se ste videli neki stik, sem objavil, že tisti, ki ste na novičke prijavili, ste že dobili, kdor še ni, se prosim prijavite, www.dejanjaric.com. Na socialnih omrežjih enostavno nisem tako prisoten več, enostavno ni časa. Detoks, ne? Ja, detoks, totalen, tudi od social media, od teh lajkov, od tega enostavno greš ven, ne, in več kot mesec nisem nič objavil, ker enostavno nisem začutil. Tudi toliko je bilo tega dela, kreacije za ljudi, enostavno takrat ni časa, da ti neki si na socialnih omrežjih, da scrollaš, da tam nekaj gledaš. To res ni ta energija, ne, ker sem bil skozi v pretoku, a ne pač kode so se močne spuščale. Povsod si tako, kamor pridemo, srčna znamenja, teh srčkov imam že za 10 kil doma, teh kamnov, ne, kamorkoli gremo, ne, jih najdem takoj. Zdaj sva bila tudi na Krku z Barbija, ne, malo sva se šla pocrkljati, malo kreirati tudi za vas, ne, nove stvari, tako da bova tudi še kaj povedala, ne. Kaj pripravljamo zdaj za jesen, v kratkem tole čisto spontano, ne. Čisto navdušena. A ne? Ja. Tako da naj vas ne bo strah. Tako da ne bova pozabila, ne, torej, kaj je bilo tam na meditaciji, kaj se je tam zgodilo? Tam se je zgodil pa res ta, ko si nekako želimo ali pa vidimo, da bi deloval naš svet, ne kot ena piramida, nekdo je nad tabo. Ampak tukaj smo se povezali, rekla pleme, no, se najbrž rezonira tudi marsikomu, ta plemensko, ne, da nekdo je lider, nekdo vodi, ampak vsi imamo svoje potenciale in vsi damo, kar imamo zadati. Vsi smo enakovredni, ne, ni en več, manj. Ta neka se tudi, najbrž kakšni udeleženci so se tudi potem odzvali, so zelo veseli, da smo bili kot ena družina, da smo bili dejansko smo delovali tako kot eno pleme, se pravi smo si doprinašali, a ne, vsakmu smo dali priložnost ali pa sam sebi, da daš tisto, kar imaš zadati, a ne. Se pravi, seveda srčni potvori tvoji, ki si je tudi izkazala, zdaj predatno, ker mogoče tebi še nisem v tej meditaciji, v teh močnih energijah, kako smo se tam povezali, srca so bila, objemi so bili, hartuba, spontano, ne. Veni, kdo je kdo, skratka solze so tekle, Dejan je odvodil se mi gre na jug, spet, ker mi gre več, je odvodil res to srčno, tako spontano povezal, a ne, se pravi Balkan, tudi celo Evropo, so bili tudi razni profili iz Evrope, znanstveniki, zdravniki, terapevti raznorazni. Tako so bili ljudje, ki so se prišli tudi podprti, povezati, tako da ja, imamo to. Kar pogumno. Spontano smo se objeli, ne, v krog, smo šli res, tako res, nova energija, novi ljudje, nova zemlja, ne, dejansko kreacija, res naših božanskih bitij v sebi, ne, to je zdaj ta čas, te kode, a ne, in to, kar dejansko pač ja, imamo za predati, je ravno to, a ne, spomniti se, itak, že smo to, ampak hodilo nam je dosti odvzeto, dosti smo pozabili, zdaj pa čas, da se spomnimo spet, kdo smo in gremo pač nazaj domov, a ne, v svoj izvor. Sveda, dokler smo tle v teh telesih na tem planetu, a ne, naredimo, kar imamo za narediti, vsak ima svojo nalogo, svojo, ne, darmo, svoj dušni namen, zakaj je tukaj, po milosti vira, a ne, in ja, imamo vsak za narediti isto, kar imamo za narediti, in s tem se najlažje tudi osvobajamo vseh starih karmičnih in tako naprej. Osvobajamo teh iluzij, ne. Iluzij, ja, uma, ega, malega, ne, človeškega, in gremo na povsem nov nivo bivanja, a ne. In v bistvu zdajle mi za jesen pripravljamo, ne, poleg seminarjev, a ne, osnovnih, ki so tudi pogoj za šolo, aprila štarta tudi nova generacija šole za življenje Ananda, a ne. Seveda, zdajle imamo, v oktobru bomo imeli, verjetno 14. do 16. to bomo še vse objavili, a ne, oktober, ta osnovni seminar, ki bo seveda povsem nov zdaj, nadgrajen še bolj, a ne, dopolnjen, ker jaz imam skozi shifte, skozi upgrade, ne, skozi se dvigamo na višji nivo in ne moram učiti nekaj, kar sem 10-15 let nazaj učil, a ne, ali pa še več, ne, ko sem začenjal, ampak enostavno je to čist nova energija, ne. Tisti, ki ste že bili
pridite zdaj ponovno, ne, ki ste bili moč tudi par let nazaj, to je vse drugače, kot je bilo, vse je upgradeno, ne, se lahko še Barbie kaj pove. Bomo imeli pa kaj še Barbie zdaj le 20. septembra, imamo pa tudi ene delavnice, a ne? Ja. Torej delavnice ekstatičnega diha. Nekateri ste bili na delavnici, a ne? Nekateri ste doživeli to na retritu in rezultati so bili nori, neverjetni, zelo močni, transformacije res wow. In smo se odločili, da prvič organiziramo to v živo, torej v soboto 20. septembra, od 18. nekje do 22. tam 3 do 4 ure bo trajalo. Pri Dejanu bo rekel, da je 4 ure. Mogoče bomo kaj podaljšali, bomo videli. Ampak petek, soboto zvečer si boste že vzela, ne? Bo tudi radosti, igrivost, ples, druženje, zabava, ampak bo pa tudi seveda ekstatičen proces, ki bo trajal nekaj ura pa pol. Imeli boste slušalke, tako da kvalitetne stereo slušalke, podlogo, blazino, vodo s sabo. Kaj se bo tam dogajalo? Kako ta dih poteka? Ja, ta dih, tako sem dih, ravno kar sem, ko si to predajo, a ne, pravzaprav popolnoma naravno z dihom, seveda pod nadzorom izkušenega zdravnika, no, se ga poznate ali pa. Če kdo ne pozna, ga pridite spoznati, no. Ja, pridite v živo. Seveda pod strokovnim nadzorom. Varno, poudarek. Seveda, varno. Tako da imate tudi podporo zdravnika in medicinske sestre. Tako, z dolgoletnim stažom, bova rekla. Izkušnjama, ja. Popolnoma pogledamo ta svoj naš nezavedni, a ne. In kot se je izkazalo v Bosni, ima skupina moč. Ljudje, mogoče v eni delavnici, jaz tako sem videla, naredijo, kot da bi naredili, ne vem, bom rekla 50 terapij, individualno. Ne? Noro, ne? Kakšna moč je to, ne? In moč skupine, ki ste kot skupina skupaj, ne? Koliko je to močno, ne? In res po te sharingi, ki naredimo sharing, je to wow, kaj ljudje vse prešiftajo, koliko stuljev zraven, ne, stvari starih ven, ne, 2 krika sta vključena, potem je pa konc sveda Anande meditacije stajne enosti, ki vas popelja v Anando, v bliss, v blaženost, v enost, z virom vi se zlijete, doživite res popolno zlitje, razkroj vseh sistemov, ego razpade, iluzije uma, čustvenega nivoja, travme odpadejo neverjetno hitro lahko. Zdaj imamo to tehnologijo, res to je ta 360-stopinjski zvok, frekvence, vse binauralni ritmi, izohronični, to niso Arpeggio frekvence, res podporna glasba, moj glas, ki vas spodbuja, in pa ekstatični dih, 2 notranje, 2 ne. Prvi v trebuh, rešitev diafragme, potem prsni koš in potem izdih. Tako dihate ves čas, in je res reset celotnega sistema, pride do prehodne hipofrontalnosti, ta racionalni ki nas zelo ovira, pri našem napredku, se izklopi takrat, vi lahko takrat procesirate res tiste najhujše travme iz podzavesti, in vam to recimo ljudje hodijo na klasične neke psihoanalitične psihoterapije, ker samo prekladajo z enega dela možganov v drug, vse je fajn, nekaj v zavestjo, nič ne rečem, ampak ne more pa zares globinsko preseči te travme, jo transformirati, ker še vedno ostanejo na nivoju mentala, uma, ega, teh čustev, in nekako ne morejo preseči. Tukaj je pa v bistvu ta dih, aktivira se DMT molekula, tako da ne rabite nobenih ayahuask, nobenih substanc, umetno imate, kakorkoli so naravne, pa vse to še vedno je neka snov, ki jo daš noter. Tukaj pa samo z dihom, ker naše telo ima vse noter. Naše telo je res inteligenten sistem in ima noter vse molekule, to pomeni, da vi lahko res na ta način presežete vse te stare energije in se povežete s kozmičnimi nivoji, dobite milost, dobite kakšne uvide, tudi v globoke nezavedne stvari, kar eni pravijo, nič ti ne rabiš, ti samo bod, mnogo je teh, ki pišejo razne stvari po Facebooku, seveda nekaj resnice je v tem, ampak ni pa res, da ne rabimo nič narediti. Torej, mi rabimo preseči to travmo iluzijo in se spomniti, aktivirati ta prav spomin, ampak ti ne moreš za milijon travm, ne moreš ti se spomniti, kdo si, kam imaš milijon programov, vzorcev v umu, milijon enih stvari v nezavednem, kako se už ti spomnil, jaz sem pa popolno božansko bitje, kje? Odnosi ti ne štimajo, sesut sistem, denarja nimaš, prve 3 čakre ne štimajo, kako sem ti gor povezal. To je vedno prizemljena duhovnost,
Dajmo začeti prva čakra, osnova, strahove popucati, preživetje, vse te stvari razrešiti najprej, potem gremo spolnost, ta nivo, potem odnosi, solarni pletež, poj šele srce, poj šele grlo, grdena, izražanje svoje resnice, povedati to, kar čutim, tretje oko, in potem kronske, in potem še gor, višji nivoji, kozmični, tudi to smo čakali in tako naprej se čaka, kar je ogromno, teh 33, je neka ta osnova, pa so pa še te mini čakrice, po našem eteričnem telesu, kjer so seveda določene stvari za razrešiti, tako da lahko z eno to dihalno seanso, in to imamo potem namen kontinuirano voditi, nekje na 14 dni, uvideli, kako bo s časom. Tako da bi res lahko ljudje redno hodili, cena bo ugodna, to vam bomo še vse napisali, objavili, tako da tudi tisti, dost nas kliče, ki pač ne zmorejo tudi finančno, in tako naprej, bo tudi za te ljudi, zdaj to primerno, to pomeni, da lahko kdorkoli pride, ki ga zanima, ki želi iskreno, res brez fige v žepu delati na sebi, in bomo imeli kot neko to skupinsko terapijo, ekstatični dih, v živo, res zelo močne energije, zelo podporne energije. Tako da ste res obabljeni vsi. Glejte objave, berite, najboljše boste, najbolj verjetno, da boste, če se prijavite na mail, tam boste res obveščeni, ker socialno mrežo so polno vsega, tako da boste res pregledati. Jaz vas tu pokličem, tiste, ki ste že v procesu. Tako, ja. Ki ste bili kadarkoli. Vas bomo še dodatno obvestili. Tako, ker to je dejansko benefitov. Kaj, si želite imeti lepe odnose? V službi, ne vem, slišimo stresi, pregorevanja. Tukaj imamo orodja, tukaj imamo znanje, ki si prenesete v življenje. To smo nekako začutili, da nam manjka. Vse naredimo veliko, izobražujemo se, delavnic, ampak da je to integrirati v življenje, v odnose, v službo, skratka vseeno, ker pač tukaj smo in lepo je živeti. Lepo, ja. Ker lahko smo radostni. In lahko živimo tudi raj na tej zemlji. Radostno, igrivo tako. In smo pretočni, smo fluidni, ker eni v tej duhovnosti izgovarjajo, ok, vse je iluzija, vse je konstrukt. Ja, mogoče, ni pa nujno tako. Lahko je pa ta resnica glih tukaj in zdaj. In ti, ko si toliko zavesten, presekaš, kakorkoli vidimo iluzorno z umom, ti presekaš to energijo in to resnico živiš tukaj in zdaj. Ker z namenom smo dobili spet to življenje. Ni brez razloga, verjemite, ni naključje v tem vesolju. In mi rabimo najprej tukaj in zdaj v tem nivoju, na tem svetu biti srečni, radostni, spolnjeni, igrivi. Šele pol bomo šli v ene duhovne dimenzije. Če ne, pozabite 5D, 10D, 100D, mene zanima, na koncu popolno osvoboditev vseh nivojev dimenzij. Ne 5D, ne 10, ne nič. To je to končno osvoboditev spirita, ampak roko na srce. Koliko ljudi pa je tam? Ljube duše, Ukvarjamo se še vedno z enim preživetjem, ukvarjamo se še vedno z enimi odnosi, partnerskimi, ki nam ne štimajo, pa se gremo ego tripe, v odnosih. Pa smo pa duhovni, pa mi zdaj bežimo v ene sfere, tam, sorry, ne bo šlo tako, Tukaj jaz vidim tukaj, da se tukaj zdaj že vidi, že čuti, ena krasna zemlja, ki ni dobro pustna zdaj te mislim, te dogme ali karkoli, smo mogoče še dojeti ali pa bežimo iz realnega življenja. To tudi ni. Dajmo se soočati, kot smo rekla. Soočati, brez bega. Od sebe, od drugih, od sveta. In jaz bi tudi lahko že spala, ležala 42 let. Tako. Sem naredila, jamrala, kot imam nizko penzijo. Ne mislim. Zakaj? Ker življenje se začne, tudi ko si nekaj izkušen, da si moder. In to, ko imaš kaj zadati, nujno dati naprej. Jaz se upam, mene pravzaprav je čisto vse, kaj bo kdo rekel, seveda. Tudi meni, že dolgo, kako doskrat reče, dol mi visi, kaj si kdo misel, BMK bi rekel, čisto iskreno. Seveda zadelam za takoj srč. Kdor pa začut, pa pač nekaj naredi s tem. Tako da zdaj sva začutila, da bi res, jaz imam pač telefon službeni iz klima in energija iz terena je taka, da ljudje to pove, potrebujejo pomoč. In jaz, ko pač etična, po moje to je moja dharma, zato sem se zbrala tudi.
težek poklic, Ja. da pomagam ljudem, da jih informiramo, ozaveščam več. Dobivamo tudi kakšne povratne, da je vse drago, sistem vemo, ne, da pač ni glih prijazen za vse ljudi, nas ljudi se soočamo z raznimi zaprtimi vrati in tukaj pa imamo možnost, a ne, da gremo, da pravzaprav ponudva čim večji populaciji, tako jaz tudi po telefonu. Vsakmu rečemo, samo odločite se in pejte na to pot. Ali pa zberete. Ali pa trpite naprej, pa cona obdobja, pa figice v žeku. Tudi pa rečemo, ali zberem se. Srečo ali nesrečo, zdravje ali bolezen. Običajno je tako, ne, ta kreiram. Zbiramo, dobesedno izbiramo. Zbiram, namera izberem. Če nezavedno, ne, ker itak je nezavedno, ne, ker imaš koristi od bolezni, ker bežiš v bolezen, ker ti je laže, ker ni treba nič narediti, se soočiti s sabo, ne. Pa pač zbežiš, pa itak, vse smo vsi šli čez te faze, ne. Seveda sočutje do teh ljudi damo, ne, ampak je pa tudi kdaj potrebno direkt povedati v obraz, pa reči, zdaj pa dost, zdaj si pa nehaj lagati v fris tam. Nalij si čistega vina, priznaj si resnico, a boš še trpel, a boš še se mučil, a boš še, ne, bogi pa žrtev, ali boš nekaj naredil svojega življenja. V reku sebi sam dovolj in sam sebi mejo postaviš. Svojmu, ne, vemo čemu. Lažnemu jazu. Ja, tako je, zdaj to navdušenje. Ja, to. Kar se je v nas porodilo, da se dejansko srečujemo, ko se bo šli uspel časovno, obiliti svojih novih podvigov, da se kontinuirano srečujemo, v krajši čas bo. Ja, 3-4 urce, to si bo vsak vzel, ne, ko bo, pa boste pozorni, takrat pridite, res imate možnost tudi mene v živo spoznati, kdo še ni, ne, se podružimo, ne, naredimo seveda globinski proces, meditacija, potem malo zaplešemo, radost, igrivost, ne, povezovanje s podobno mislečimi, druženje in vse to, ne, in je to res zelo pomembno. Ja. Pomembno, ne, pa to boste desali vsakdan, jaz ko poudarjam, kaj bom jaz v delavnici dobila v življenju, kakšno dosti bila z možem, z otroci, kako se bom v službi z avtoritetam soočala, ne vem. Tega smo preživeli, še preživljamo, ne, vse živimo tukaj, ne, in ko ste res slišimo, službi, avtoritete, mobbingi, pravzaprav kar je pa najbolj, zgoreli ljudje, pa zdravje, depresija, anksioznost, zdravje na koncu. Karcinom je v porastu, ne strašim. Noro, ja. Prav, če smo ni genetsko pogojen, to je tisti 95, a ne, ki živimo, bomo si skreirali raka, ki pač, a ne, nočemo več živeti, nam je tako fino. To je ta cona obdobja, zato pejte iz cone obdobja, odločite se zase. Pravzaprav, ja, toliko smo se nekako odločili, da bo krajše, kontinuirano, da gremo skupaj na to pot, krajše, tako da izgovorov, časa pa denarja ne bo. Ne bo več izgovorov, ni časa, ni denarja, to je najpogostejši izgovor, ampak kdo to reče? Ja, tisti, ki se noče spremeniti, ne. Pa najde izgovor, pa potem pridejo, ne vem, pa reče, gospa pa je začela hoditi, pa ni zmogla, ne, pa pride pa ta izdatek, ja, to je življenje. Mi moramo biti na vse pripravljeni, pač tako je, a ne, sprejmeš novo realnost, gremo dalje, narediš korak naprej, kaj mi to sporoča, ne, kaj je to globe sporočilo zadaj, ne. Vse tako, ko se jaz, če sem še na kratko. Ja, pa še sejem, da omenjava, smo tudi na sejmu. Pred leti, ne vem, se ni časa, se je meni tudi življenje sesulo. Vse sem že to fakt povezala. Pa dej na kratko, vse, ne. Zaprav sesulo se mi je totalno vse. Bankrot, obzdravje kompletno, tik pred karcinomi, skratka, odnosi, partnerstvo, bankrot, vse. Stala sem brez sredstev, brez zdravja, ker je bilo še najhujše, ne, takrat sem začela, brez zdravja, pa res tudi, če bi imela gonilo denarja. Ja. Skratka, sem se odločila zase, da ne bom žrtev in da bom življenjem, koliko bi životarila, živela. In zdaj živim polno življenje in to navdušenje mi je tako pomembno, da ga dam. Tako. Jaz tukaj ne sedim, ker
ker nimaš kaj drugega populizem, delati. pa nekaj. Ja, Ne. daš naprej, kar še Jaz imaš za jaz dati. doma tudi, ko z ljudmi govorim, jaz sem cela navdušena in nam je pomembno, a ne, kako jih ozavestiti, kako jih informirati, marsikaj dam. Tako. Tudi brezpogojno, Tako. ne, da na te mislili, ne. Tako da, Veliko lejte, damo. vredno je tudi, če zgledaš še tako obupno, korak. Se pravi, narediš 2 koraka, vesolje naredi 50 korakov. Tako da, To je to. vredno je, no. Vredno je se potruditi, angažirati v življenju, narediti korak, odločiti se zase, a ne ta odločitev, ne, saj veste, ločiti se od starega načina razmišljanja, ne, delovanja, torej vse so naše misli, besede in dejanja, ne, to kreira našo sedanjost in prihodnost, ne, v tem relativnem času, ne, ki ga v resnici ni, ampak ok, še vedno smo tle, ne, na tej zemljici, ne, ker merimo ta čas, Vse je lepo. kakorkoli. Ja, je tudi lepo, a ne. Tako da Ananda Dream Team je tudi v Ljubljani na sejmu, to je prvi teden v oktobru, mislim, da je od 2. četrtek, če sem prav pogledal, četrtka do nedelje, 2., 3., 4., 5., torej od 2. nekje do 5. oktobra, tam nekje, no. Torej četrtka do nedelje smo na Ljubljanskem sejmu, mislim, da je narava zdravja, ne. Gospodarsko razstavišče, tako da nas pridite kaj pogledat. Bomo tudi če objavili, ne, vse podrobnosti, tam se tudi lahko podružimo, kakšno rečemo, tako da bo zelo zanimivo, zelo lepo. Tako da ja, to je nekako ta kreacija. Tako kot sem rekel, jesenski seminarji bomo objavili, oktobra bo nekaj osnovni, potem napredni, bo pa zdaj v 2 delih, ker je bilo tisto en vikend čisto preveč, bom pa še seveda nadgradil, dopolnil vse, neke stvari spremenil, ven vrgel kakorkoli. Tako da bo prilagojeno za leto 2025, za čist nove energije, nove kode, ki so se tudi v naju recimo spustile, ne. In še so ekipo v ozadju, tehnična podpora, naša Nina tudi, ne, lepo pozdravljamo, ki je bila čau Nina z nami tudi v Bosni, ne, in se sedaj nekako tudi resonira vedno bolj in se pridružuje našemu timu. Tako da, ja, lepo je kreirati srca za vas. Včasih nekaj stvari treba bolj direktno povedati, ampak seveda še vedno v zadnji ljubezen z namenom, da zrastemo vsi. In kar daš, se vemo, to prejmeš nazaj. In ja, bodite v srcu, bodite v tej povezavi, v stiku, dajejte, imejte res to odprto energijo, kajti se veste, ko date, potem lahko šele prejmete. In tudi hvaležnost. Tako, in najprej date. Za vse, kar je. Tako, Kar hvaležnost. ste že prehodili, kar smo že prehodili, Tako. kar še bomo. Hvaležnost za vso to pot, ki ni bila lahka, vemo, ampak je bila nujno potrebna za vsakega od nas, a ne. Bile so določene stare energije, stare naše pogodbe, ne, dušne, kakorkoli. Vse to smo lahko, seveda, če smo odprli srce, če smo bili ponižni, Tako. če smo, a ne, res se zavedali, v bistvu, ja, te globje zgodbe, ki je bilo zadnji, smo lahko to presegali. In zdaj gremo s čisto novim zavedanjem naprej, a ne, da smo res poravnave naredili. In da- Radostno igra srce, to pomeni Tako. srce ve. Srce Da. ve vedno, a ne. In Tako. je lepo, a ne, bar Ja, je lepo, to so solze radosti. z radosti, hvaležnosti. So pot in vse, kar se je Ja, odvilo tukaj, da smo tukaj, kjer smo, tako. in da delamo, in da sodelujemo, da kreiramo. In nam je pomembno, no, mene tako zelo v srcu to vibrira. To je moja darma. No. Je to. Hvala, Kamili, ki je lepo to darmo s tabo delim. No. Hvala, evo, 3333 je bilo, Evo, Kristus skozi tako da nami. energija je zdaj podporna. Mm. Če lahko sem še to nekako Ja. podarim, to je tudi moja pot bila, kaj dobiš na teh delavnicah, seminarjih, to zdaj tako okroglim. Imenuješ vse ta orodja, veščine, duhovno disciplino. To. A ne, za življenje, za to, že ta koherenca možganska, a ne, se to pridite, jaz sem tako navdušena. Ko si v stresni To. situaciji, zadihaš. Tako, greš noter in si čist In drug. ja, rekli so nam ucepali, da mi ta avtonomni živčni sistem, mi smo genetsko pogojeni, parasimpatikus nam nič ne služi,
ker je ta simpatikus, ta glava na Ja, nekaj videl. to se v nas boj beg, skozi moš bežati, strah, Pa ni res. varnost, pa ni res. Imamo to. To je tako preprosto. Tako da prid tega se naučimo, no. To. Zaspraviti v življenje. Tako. Mene to zanima. Sej jaz grem lahko eno luknjo. Polni smo teorije, polni vseh knjig ste prebrali milijon, ampak kaj od tega imate? A res kaj živite od tega, ne? A res kaj implementirate v življenje, to se vprašajte. A ne, polno super zapisov na Facebooku, vsi pišejo, wow, the best, ampak kaj od tega res potem uporabiš ti v življenju, kaj od tega res ti živiš, a ne? Tvoje življenje, ne? Saj je baba enkrat rekel, my life is my message, ne? Moje življenje je moje sporočilo. In kako jaz živim, to, kar živim v tem svetu, to je sporočilo, ki ga jaz živim in dajem v ta svet in doprinašam drugim s tem, ko sem zgled, ko jaz živim svojo resnico, ko sem jaz avtentičen, ko sem iskren, ko sem pristan, ne, ko tudi kdaj koga napizdim, če je treba, ne, tudi na hard kdaj treba meje postaviti včasih homo, ne, ker drugače ne razumejo ljudje, ne, in nič ni narobe s tem, takrat si ti in si avtentično bitje in imaš prebujeno to esenco, božjo energijo v sebi, a ne? In si, ja, ljubezen in tudi zakon, a ne? In postaviš meje, ko je to potrebno. In je ta avtentičnost. To je zdravilo za druge. Kdo smo sploh. Tako. In s tem se aktivira prav spomin. Ja, pa otroško, zdaj, ko se pogovarja, meni to noter. Ti delaš. Otroško, tista punčka, ki je bila zakrknjena, zatrta, tam noter. Ja, me včasih tako smešam, ker sem, rečem, vse drugače sem bolj tako naši, ne, ker se neka gospa, ampak noter nuka poje. Ta punčka, ja. To je moje življenje, zdaj letno. Radost. Ne samo definicija stvarnika, ampak to živim. To. Živim Boga v sebi. Vsako jutro mi ni več strah. Ni več ne duši. Ker naredimo zjutraj te energijske vaje, ne, ker se res povežemo, ker zdihamo. Končno zavestno dihaš. To, dih je duh, ne, je povezava z verom. In preko diha smo povezani z izvorom. Tako, to je ta pot. To so delavnice, ki jih potrebujemo kot ena orodja, da dihamo. Tako. A ni preprosto. Čist preprosto. Life is simple. Naš mali umbi pa let zakompliciral, ne vem, koliko znanstvenih študij rabimo, ne, zato, da bomo neki sprejeli za resnico. Halo, ne, to so starodavne modrosti, ki so tisočletja stara. Noben je nič noga po gruntu v resnici. Ne. Noben. Ne Dispenza, ne ne tretji znanstvenik, noben. To so vse stare modrosti iz milijonov let, iz jogijskih tradicij in tako naprej, da dvigneš kundalini, da dihaš, da se prebujaš. To so stara znanja, ljube duše. In vsak, ki je legit, ki je iskren, ki je ne pač tako, ki je, ne, ki je iskreno povedal. To je to. In potem vsak na svoj način da to ven svetu, tako, kot ima zadati. Jaz vam prek te Kristusove zavesti, ki jo imam seveda za predati svetu, a ne, jaz to nosim, to esenco, vse nekateri že veste, čutite, nekakorkoli že, a ne, in seveda žensko podporo, ne, imam ob sebi, tako da zelo hvaležen, Barbi, za vso tvojo oporo, podporo in da se mava in da se imamo vsi. In niste sami, zaupajte, a ne, niste sami, imate podporo, imate to moč in lahko gremo res vsi na povsem nov nivo bivanja skupaj in res zaupajte si, zaupajte v to življenje, ki vas vodi. Tako da, lejte, če začutite, pridite, pa se pridružite, pa probajte, pa okusite enkrat v živo. Vse to, kar počnemo, verjemite, ne boste več isti. Tako nam vsaj ljudje povejo, no, take so povratne informacije. Ogromno imamo teh zapisov tudi na spletni strani, pričevanj, v mail veliko damo, ne, tako da še enkrat dejanjarc.com, kdor še ni, prijavite se na novičke, dobite tudi brezplačne meditacije za uvod, potem seveda mnogo jih imamo tudi na strani, neprofesionalno obdelanih zvočno, z afirmacijami v zadnjem in tako naprej. Tako da veliko je tega, že veliko programov, veliko vsega smo skledali v teh letih, ampak seveda tiste najlepše stvari šele prihajajo. Ja, najlepše zdaj prihaja, ja. Zdaj prihaja, tako da veselimo se vas to jesen 2025, da se ponovno vidimo, družimo v živo in ja, radi vas imamo, ostanite v srcu povezani, hkrati nenavezani, a ne? In ja, se vidimo. Se vidimo, pridite, vas pričakujemo. Radostno in igrivo. Uživajte, čau, 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 čau.